Sedaj pa povabim Egidija, podpredsednika Egidi Kozik Selinšek. Egidi, smo na zvezi? Ja, slišim. Ja, lep pozdrav. Evo, upam, da te slišijo tudi naši člani. Ja, tako da, evo, povzetek preteklosti, nekako pogled v jutri in voščilo podpredsedniško članom za leto 2023 in izvoli, beseda je tvoja, Egidi. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem tem poslušalcem oziroma mojim prijateljem. Začel bi z blagoslovom. Najprej bi rekel, da sem vesel, da sem v tem društvu spoznal veliko iskrenih ljudi. Res je ljubnih, bom drugače povedal. Kar se tiče pa voščila, bi jaz vsem prvoščil, vsem nam bi privoščil, da postanemo spet igrivi otroci. Igrivi otroci z čistimi srci in da imamo možnost se razvijati v angele. Naša naslednja stopnja razvoja človeka je, da postanemo angeli svetlobe. In hvaležen sem pa lahko za to, da se v duhu učimo od Jezusa, kar nam je pokazal in povedal, kako živeti na zemlji, da postanemo angeli. In to nam prvoščamo vsem, da vzpostavimo vsi stik z duhom Jezusa, ki je dostopen vsem, samo da ga pokličemo in da si čestitamo, da smo do zdaj uspeli ostati živi v tej vojni za duše, da se nismo pustili ukloniti strahovom, tako da si lahko en drugemu vsi čestitamo in se objamemo in se zahvalimo duhovnemu vodstvu. Vsak ima pač mogoče svojega, jaz sem pač izbral Jezusa in me tudi vodi in sem hvaležen, da me še zdaj naprej vodi. In verjamem, da bo Slovenija v naslednjem letu stopila v ospredje pred vsemi narodi zaradi svoje ponižnosti in svojega znanja in svoje dobre karme državne. Jaz pravim, da pač smo v obdobju razodetja, čiščenja negativnih energij, čustev in Slovenija kot država ima kar dobro popotnico pri tem očiščenju. Hvala tudi vsem članom, da se podpiramo en drugega. Naredili smo veliko v letošnjem letu in za naprej bomo imeli pa še verjetno večje izzive in nove stopnice postavljali za novo civilizacijo, ker ta očitno propada pred nami in sem vesel, da propada, ker bomo tako osvobojeni sistema, ki ni po volji božjih ljudi. Tako da hvala, srečno veselje danes praznujmo in se veselimo novih izzivov v duhovnem vodstvu do rasti samih angelov. Torej, dragi Egidi, glej, iskrena hvala na ta zadnji dan v letu 2022. Jutri bo nov dan. Simbolično gledano je to nek prehod, ker leta štejemo, dejansko se ne bo spremenilo nič, če ne bomo, tako kot si rekel, spremenili mi v sebi. In jaz se s tabo globoko strinjam, tudi po poklicu sem duhovnik, čeravno so me obdajali mnogi dvomi, ampak danes, ko gledam zver umetne inteligence, njeno lakoto in kako grebežljivi so oblastniki in podjetja, ki ugrabljajo cele vlade, da je ta zver nenasitna. Vsekakor mi je lažje hoditi z Jezusom, ki je rekel, bodite previdni kot kače in preprosti kot golobje. Kaj pa je Jezus s tem hotel povedati? Jezus je s tem hotel povedati, tisti, ki te napada, tisti, ki ti grozi, ga usekaj nazaj in ga zastrupi s kačjim pikom. Tisti, ki je pa dober do tebe, bodi pa z njim preprost kot golob, enostaven in živi človeško življenje. Tako da, dragi moji, vsi, ki poslušate in spremljate današnji Zoom, ne dovolite si, da vaša dobrota hrani slabo, da hrani zver. Torej, kdor vam želi slabo,
Kdor vas tolče, kdor vam zbija moralo, takega pičite nazaj nemudoma. Takoj, nemudoma, ne se šparati, dragi moji. Človek je pa z vami dober, bodite pa kot golobje. Verjamem, zakaj je Nikola Tesla bil tako dober z golobi, ker je bil sam tako dober. In še eno stvar bi rad povedal Egidi, ko sva ravno na zvezi. Če slepec slepca vodi, oba padeta v jamo, je rekel Jezus. Želim, da spregledamo, želim, da vidimo. Prav je, da te stvari duhovno povezujemo, zaradi tega, ker ta umetna inteligenca je v bistvu nevidni zapor, tako kot so duhovne stvari nevidne, tako da se dejansko dogajajo zdaj stvari na povsem drugih nivojih. In iskrena ti hvala za to spodbudo, dragi Egidi, in hvala ti, da si z nami in da svoje modrosti, znanje, izkušnje iz preteklih let, še preden smo se poznali, skupaj nadgrajujemo in upam, da bomo vsaj tisti del populacije, ki je pripravljen iti po tej naši novi poti, ozavestili in jim dali neko upanje in novo življenje. Hvala ti še enkrat. In vse dobro, srečno in zdravo in se vidimo v 2023, a ne? Ja, se vidimo, pridem v Ljubljano tudi pogledat. Evo, blagoslov vsem za Belis iz Kobje glave, krasa, kraljestvo pršuta, Egidi Kozjek, Selinšek. Hvala, srečno. Ja, vse dobro, Egidi. Vse dobro.